Ja, če gremo v nadaljevanje naše oddaje, zdaj z nami je že druga današnja gostja, ki prihaja iz Maribora. Z nami je Maja je bila naša gostja, Taja Božič, lepo pozdravljena. Zdravo, lep večer, lep pozdrav vsem. Maja smo se nazadnje videla, od takrat pa si bila kar pridna, 2 komada. Res je. V kratkem času. Videla smo že prvega s tabo, ki si ga v juniju pač objavila tudi na omrežju. Pa mogoče bi kar s tem začela. Oziroma mogoče lahko, ker smo zdaj tako praznični še, kje si ti preživela božično in novoletne praznike? Doma, čisti dolg čas doma. Za 4 stenami. Ni bilo obiska Laponske? Ne, žal ne. Doma je najlepše, ne? Ja. Vsi pravimo, za nov let pa za božič bomo doma, ne? Letos pa še toliko za teh ukrepov, ne? Super, tako smo rekla s tabo junij. Mogoče čisto na kratko, v tem komadu videla sem spot, zelo zanimiv. Snema ste ga v hiši eksperimentov, si je mi omenila, ne? Ja, Center eksperimentov, pa hiša iluzij v Ljubljani. Tako da smo imeli... Reklamce naredimo, ne? Je lušno tam noter, ne? Imaš rada iluzije, eksperimente? Ja. Tako v vsakdanjem življenju ne preveč, ampak je pa dober odmik, ne, od realnosti. Si se zanalazila to pesem zbrala, to lokacijo zaradi besedila? Zanimivo mi je bilo prikazati en tak svet privlačnosti pa neke ljubezni na prvi pogled, pa hkrati ne potegniti eno sporednico z temi iluzijami in čarovnijami. Ima pesem kako sporočilo, kakšno ljubezensko ali? To je najbolj, kako bi rekla, na easy komad, ki sem ga kdaj napisala, tako neobremenjen, v bistvu govori o neki privlačnosti med dvema na prvi pogled. Ampak s pesmi očitno si zadela v polno, ne? Jaz sem si zabeležil, da ima spot do danes, ne? Več kot 23,000 ogledov, kar je od junija danes lepa številka, ne? Si to pričakovala? Ne, sploh nisem pričakovala, sem pa zelo ponosna, moram reči. Kaj misliš, da je tu prevladalo, da je tukaj gledal? Besedilo, spot, glasba? Enostavno, jaz si mislim, da je tak kar catchy komad, no. Marsikdo mi je rekel, da mu je bil všeč že na prvi posluh. Tak plesni je, ne? Plesen, ja, točno to. Odkje si pa črpala samo motiv za inspiracijo za besedilo? Življenju. Ja, iz življenja, tako kot ponavadi vse, no. Zdaj, komad si sama napisala, da še povema, ne? Ja. Koliko časa recimo porabi za takle komad, da ga napišeš, koliko je to, recimo za tega? Tega sem naredila v ekipi z Kevinom in Cliffordom. Stalno naveza, ne? Skoraj stalno, no, ampak tako bom rekla, to sodelovanje je zaznamovalo moje prejšnje leto. Zelo rada pa sodelujem z različnimi ljudmi in producenti, tako da bomo še videli, kaj bo. Bila si tudi v Jazz Ladies, ne? Ja, to je moj Kako je s tem projektom? Moj prvi band več let, ampak zdaj smo malo, bi rekla, skoraj razmetane. Plus, ni ravno dosti koncertov, ne? Bi še bila pripravljena, da bi se to obudilo? Bi še sodelovala? Ja, vsekakor. Mogoče ne na tako zelo intenzivni ravni, ker vseeno, mi smo bile band, ki je imel nekje 3 do 4 koncerte na teden, kar je res ogromno. In nekje na določeni točki življenja se moraš odločiti za eno pot in se res predati. Kdaj si pa imela ti svoj zadnji koncert, recimo? Zadnji koncert je bil poleti. Na glavnem trgu v Mariboru in to na tak ful luškani lokaciji, Rotovški balkon. V večerni verjetno, ne? Večer, ja. Super. Zdaj verjetno, ne, ta situacija, ki pač trenutno pač je, ne, te verjetno kar prizadela, ne? Ker si navajena koncertov. Točno to, ja. Mislim, da smo kar nastradali. Je pasal malo pauze, ne? Ja. Ampak pauza se zdaj vleče že... Pauza se zdaj že malo vleče, tako drugo, ja, 2 leti, ne. Prvo leto še recimo, da je pasalo. Zdaj pa že pogrešaš odre, nastope, ne? Kaj pa še recimo online koncerti, privat koncerti, tega recimo
privat nastopi? Tega je kaj? V mislih imam tak online koncert, en krajši. Ime Kdaj bi Mika. se naj to zgodilo? Možno, da nekje februarja ali pa marca. To bo pri tebi doma potekalo ali? Ne. Pri meni doma je premalo prostora, tako da moramo izbrati prostor. No. Verjetno bi bil kar prostor za vaje. Tam, ko imamo vaje za Verjetno boš objavila na svojim Vsekakor. Facebook Ja. profilu, ne? No, videl sem pa tudi, da si bila zdaj verjetno poleti na Baliju. To je bilo pa 2 leti nazaj. A, to je bilo Ravno aha, tik pol je bilo pa- pred zaprtjem. No. Aha, pred zaprtjem. Praktično Aha. ful zanimiva štorija, ker sem predčasno vložila prošnjo za let nazaj zaradi koncerta in če ga ne bi, možno, da bi tudi ostala tam. Za dlje časa ali? Mislim, za kakšne 3 tedne, ampak ravno takrat je prišlo do zaprtja. Aha, Tako da možno, da bi ostala tam v kakem hotelu. aha. Tako da, ja. Bolj vesela sem v takih razmerah, da sem Ja, ker doma. Ne. bilo je takrat zelo veliko turistov, ki so Ja, nekje obtičali. in tako. Potem, Poznam tudi en kolega, je tam obtičal. No. aha, in kako se je potem zadeva razvijala? Mislim, da je pol leta tam Pol ostal. leta, na Ja. svoje stroške. Mislim, da. Ja. Kar pa ni verjetno poceni, ne? Ja, ne. Je pa Bali verjetno super, priporočaš, ne? Priporočam, Je kaj za videti, absolutno ne? raj na Plaža, zemlji. Ja, voda, raj ne? na zemlji. Super. Zdaj pa te čaka tudi tebe glasbeni preizkus. Zdenko nažalost ni bil uspešen, zbral nič točk, Tomaž Domecel. Se Ti bojim, imaš da pa tudi jaz. Adele, ne? In sedaj imaš priložnost, da premagaš že dlje časa, v bistvu, že od samega začetka skoraj da vodilno Ano Golavšek. 5 točk, se pravi 6 jih moraš zbrati. Okay. Ali pa vseeno, da se upišeš na statistiko. Ok, gremo prvo vprašanje. Adele, koliko let ima Adele? Koliko je stara? Adele ima, po mojem, 27 ali pa 28 let. Tu okrog 30. Zadnji odgovor je pa Točno moram povedati, ne? 28. 28. Žal ne. 30, 33 ali 35. Malce pomladila. Aha. Čakaj, mi še enkrat ponoviš? 30, 33 ali 35. 30. 33. Aha, ok. Ja, malce je pomladila, ne? Ja, Izgleda mlada, ne? No, ker Ampak- dosti teh div izgleda malo Ja. starejše, ne, kot so. Pa dolg časa so na sceni, pa si misliš, ne? Ja. Ok, zdaj pa to zanimivo vprašanje. Njena prva pesem je bila ne, in sicer Hometown Glory in je že takrat svojo pesem naredila in napisala. Koliko je bila pa takrat stara? To je bilo preden je dosegla Ja, to? ja. To so bili začetki njene, No, po mojem Takrat. je bila mlada. ja, 16? zadnji govor. Ja. Pravilno, Yes! točno 16 let je bila stara. Evo, 3 točke, Super. no to si me zdaj malo presenetila, ne? Tudi sebe. Ja. No in sedaj, če zdaj uganeš, boš prva na lestvici pri ženskah, ne? Sedaj pa dobro poslušaj. Koliko albumov ima Adele? Zdaj, rekla smo, da je začela, Ja. potem koliko časa je že bila slavna, rad si malo tako izračunaš. Ni jih zelo velik, ne? Tako Ja, da- jaz zdaj poznam v bistvu samo 2. 2 albuma poznam. Jaz bi rekla, Kako se pa reče ta albuma? Ja. Smo pa tu pri teh naslovih. No, mogoče namig, ti albumi so v številkah. Ne? Teda jaz predvidevam, nisem sicer to pogooglil, ampak mislim, da so albumi po številkah in da je vsaka številka leta, pri katerih album izdala. Zdaj, če to, Zanimivo. Rekla bi, da jih je izdala 5. zadnji odgovor. Ja, naj bo, čeprav imam tudi 4, mislim, Ja, ampak 5. lahko si še premisliš. 4. Zadnji odgovor. Ja. Kaj misliš? Je 5? Ja. Ne, 4 je. Štiri je. Čestitam. Evo, prvo mesto na lestvici
Glasbenikov 6 točk, evo, prehitela si Čista sreča. Ano Golavšek z 2 točnimi odgovori, res dober dosežek. No, albumi pa ima naslov 19, 21, 25 in 30. Predvidevam, da pri Zanimivo. takratih, pri teh letih jih je verjetno dala ven, ne vem, zakaj Ja. bi dala številke, ne? Nisem pa šel preverjati, ne. Ok, čestitam še enkrat, ne, za prvo mesto, ne. Čeprav si bila skeptična, kako bo šlo, ne. Ja. Ok, gremo sedaj na tvoj drugi aktualen spot, ki pa ima naslov Sledim sebi. Ja. Ne? Zelo zanimiv naslov spet, ne? To si mislila kot sebi ali da vsak sledi sebi? tu sem se pravzaprav, točno to je, en poziv k temu, da naj vsak sledi sebi, ampak naj tudi odkrije, kaj je tista najgloblja resnica. Ne, da slediš čisto vsemu, kar začutiš, ne, ker pol bi imeli kaos. Ampak tista najgloblja resnica, kaj si ti, avtentičnost. No. Ta komad je prišel ven oktobra, ne? Mogoče odzivi na to skladbo? So ljudje to začutili? Ja. Ker ogledov imamo tudi dosti, ne? Ja. 15 tisoč od oktobra, ne? Kar je tudi velika cifra, če gledamo, ne? Ta skladba je že bila malo bolj drugačna, ne? Kako bi rekla, je že imela eno drugo formulo. Večini je bil recimo boljše s tabo, ne? Ker Se da te skladbe sploh primer, kako sporednica ali gre to čist za dve ločeni zadevi? edina usporednica je ta, da imata dosti R&B ritmov, ampak Sledim sebi gre še malo bolj v ta dance, nekaj elektropopno varianto. Da se pleše, ne? Da se pleše. Spot ista lokacija, ne? Spod ista lokacija plus še Kibla, multimedijski center, tokrat v Mariboru. Aha, si naredila malo spremembe. Ja. Zakaj? Na ključe ali? Pasalo je biti malo v Mariboru. Ste ta spota, ki so različne lokacije, snemali verjetno več dni, 2 dni, recimo, ne? A ste to v enem kosu? Tabo smo posneli v 2 dnevih, torej en dan ena lokacija, drugi dan druga, Sledim sebi pa celo 3, ker smo imeli 3 lokacije. Aha, celo 3 lokacije. Ja. Naporno snemanje video spota? Ali je boljše recimo igranje na odru? Mene veseli, ne? Tudi sama pišem scenarije, pa rada se prevzamem te različne vloge, no? Ker se mi zdi, da s vsako skladbo pride ta ena druga osebnost, zasije. No? Moram te vprašati, namreč sedaj je bil objavljen razpis za EMO. Si se uspela prijaviti? Ali... Ne. Zakaj? Sem razmišljala, oziroma EMO mi je želja, ampak letos ni bil pravi čas. Poleti imamo melodije, se tam vidimo? Mogoče. Mogoče. Popevka? Tudi mogoče. Cilji so, ambicije so. So. Super. Morda čisto za konec še vprašanje, kaj od tebe lahko letos pričakujemo? Kaj nam še pripravljaš? Pravzaprav kmalu, čez kaki teden in še nekaj dni bo izid novega komada. Aha. Kaj že lahko izdama? Izdava lahko, da bo bolj počasen od prejšnjih 2. Aha, se pravi, ta ne bo plesni. Ne bo toliko plesen, ampak ima pa spet ta beat, jaz plešem ob njem, ampak je pa bolj počasen. Naslov? Na novo. Na novo je naslov. Sem zdaj pomislila, če lahko povem, pa lahko, ker sem objavila na novo. Aha, na novo, super. Spot je že posnet ali je samo še zdaj besedilo? Spot je že dejansko posnet, samo čaka, da. Aha, premišljeno. Datum si izbrala? Ja, datum izide pri založbi Menard. Tako da izide 24. Aha, to je pač random datum ali je to naključno zbrano? Dogovorjeno. Aha. Ja. Super, sedaj vemo, že kar veliko, ne? Tako da 24. čakamo na YouTubeu, da se prenos začne, ne? Super, hvala res, da si prišel na studio. Hvala za povabilo. Morda še kratko besedo za naše gledalce, potem pa se gremo tudi ta spot pogledati. Ja, lepo zdrav vsem. Želim vam srečno leto 2022, da ste srečni, zdravi in da sledite sebi. Vedno.